V kanalizaciji lahko najdete ogromno norih živali, ki jih nikoli ne bi pričakovali. Naprimer tole, kjer je bilo polno teh čudno videti vodnih hroščev. V tem videu bom preiskal 100 različnih kanalizacij, da vidim, kakšne čudno videti ribe, pošastne želve in celo smrtonosne kače živijo v njih. In ko bo video napredoval, bodo kanalizacije postajale večje in večje, ter bodo dom izjemno redkim živalim. Torej, kdo ve, kaj bomo našli? Da začnem z iskanjem, sem se odpravil do kanalizacije številka 2 in po odprtju sem opazil, da je bila napolnjena z res umazano vodo in kupom smeti. A nekako mi je vseeno uspelo nekaj najti v njej. O moj bog, ne morem verjeti, fantje, ujeli smo ribo. Nimam pojma, katera vrsta je, čeprav izgleda kot neka vrsta jegulje. Počakaj malo, mislim, da je to zmajčasta glavača in to je največja, kar sem jih kdaj videl. Te ribe so v resnici precej redke in dobesedno izgledajo kot vesoljci iz resničnega življenja. Ampak, kot sem rekel, običajno ujamemo samo majhne mladiče. Nisem niti vedel, da lahko zrastejo tako velike. Ne morem verjeti, da je živel v tisti kanalizaciji, čeprav je voda zdaj tako umazana. Na srečo sem prinesel kup vedrov, napolnjenih s čisto vodo. Tako lahko odnesemo domov in rešimo vsako žival, ki jo ujamemo iz teh kanalizacij. Ko sem našel prvo ribo, sem šel naprej do tretje kanalizacije, vendar v njej nisem našel ničesar. In to je verjetno zato, ker je večina teh kanalizacij preveč onesnaženih, da bi lahko živali sploh živele v njih. Ampak sreča se nam je obrnila pri peti kanalizaciji, kjer sem našel najbolj noro žival do zdaj. Wow, kaj za vraga je to, fantje? Karkoli že je, ima ogromne kremplje. Po natančnejšem pogledu sem ugotovil, da je to sladkovodna kozica. Ti fantje so nekakšna mešanica med raki in kozicami, vendar zrastejo res ogromno. To je res kul. Vsekakor nisem pričakoval, da ga bom našel v kanalizaciji. Sprašujem se, kaj še je tam spodaj za odkriti. Odločil sem se vzeti še nekaj mrež in uspelo mi je ujeti te 3 skrivnostne ribe, ki so izgledale kot majhne mladičke skatov. Čeprav so bile res zanimive, imamo še vedno toliko kanalizacij za raziskati in živali bodo postajale vedno bolj nore. Zato sem odprl kanalizacijo številka 7 in ta je bila do zdaj največja, kar pomeni, da bi v njej zagotovo lahko bile večje živali. No pa gremo, vzemimo velik zajem. O, počakajte malo, mislim, da nekaj čutim, fantje. Imamo ogromno ribo v mreži. Hitro sem jo potegnil ven in takoj sem vedel, kaj je. Imenuje se gorska jegulja in ujeli smo jih le nekaj do zdaj, zato so v resnici precej redke. To je bila daleč največja žival, ki smo jo našli, vendar zagotovo ni najbolj redko ali najbolj smrtonosno bitje, ki živijo v teh kanalizacijah. Zato moramo nadaljevati. Po nekaj praznih kanalizacijah sem naletel na kanalizacijo številka 10 in takoj sem iz nje potegnil nekaj norega. O moj bog, poglejte to. Tukaj je majhen rak. Res nimam pojma, kakšen rak je to. Če vi veste, napišite spodaj v komentarjih. Ampak to je res super najdba. Ker smo našli enega raka v kanalizaciji, sem pomislil, da jih je morda še več. Zato sem zajel še enkrat in uspelo mi je ujeti še enega, ampak ta je bil malo drugačen. Oglejte si tega, poglejte. Tisti prej je bil rdeč, ta pa je modro-vijoličen. Še nikoli nisem videl česa takega. Sem kar prepričan. Vijolični raki so eni najredkejših, kar jih lahko najdeš, in mi smo ga pravkar našli v kanalizaciji. Zdaj, prepričan sem, da jih je tam spodaj še veliko več in z veseljem bi jih ujel še več. Ampak še vedno imamo 90 drugih kanalizacijskih jaškov, ki jih moramo raziskati, zato moramo nadaljevati. Začelo se je dogajati in takoj zatem sem našel še eno žival. V kanalizacijskem jašku številka 11. O, kaj je to, fantje? Mislim, da je to majhna želvica. O moj bog, kako je prisrčna. No, to je naša prva želva v tem videu in verjamem, da je to mladiček mošusne želve. In obstaja razlog, zakaj jo tako imenujejo. In to zato, ker lahko te živali iz svojega telesa sprostijo res neprijeten vonj. In ta ga zagotovo spušča. Zato ga bom dal v vedro. Nadaljeval sem z iskanjem in naletel na kanalizacijski jašek številka 12, kjer je bilo nekaj res zanimivega. O, imamo še eno ribo, fantje, in mislim, da je to zdaj duhovni nožer. Kar je res zanimivo pri teh ribah, je to, da lahko dejansko uporabljajo elektriko za medsebojno komunikacijo in za lovljenje plena. In če jih držiš, lahko dejansko začutiš, kako te stresajo. To je res noro, saj smo tega tipa pravkar potegnili iz umazane kanalizacije. Ni izgledal najbolje, zato sem ga hitro dal v vedro s čisto vodo in nadaljeval z iskanjem. V naslednjih 3 kanalizacijah nisem našel ničesar razen kupa smeti. Vendar se nam je sreča začela obračati na bolje, ko sem naletel na kanalizacijski jašek številka 16. Wow, poglejte tole, fantje, to je zagotovo največja kanalizacija do zdaj. Tam spodaj mora biti zdaj nekaj norega. Čudna stvar pri tej kanalizaciji je bila, da je bila razdeljena na 2 dela. In čeprav v prvem delu nisem našel ničesar, sem, ko sem posvetil z lučjo v drugi del, opazil nekaj velikega. Ni mogoče, fantje, tam spodaj je ogromna želva, to je noro. V redu, spuščam mrežo dol, da vidimo, če ga lahko ujamemo. O moj bog, tako je velik, komaj gre v mrežo. Evo, mislim, da ga imamo. Fantje, ta stvar je tako težka.
Ko sem ga vlekel gor, sem opazil, da je to velika želva hlastača, ki je izjemno agresivna in ti lahko odgrizne prst, če nisi previden. O moj bog. In ni zadovoljen, fantje, ves čas me poskuša ugrizniti. Zdaj je to res strašljivo. To je verjetno najbolj smrtonosna žival, ki smo jo ujeli do zdaj. Vendar pa lahko v preostalih kanalizacijah še vedno ujamemo kače in celo aligatorje. Zato pojdimo naprej takoj potem. V kanalizaciji številka 17. Naredil sem nekaj zajemov in uspelo mi je ujeti ne eno, ampak 2 nori živali. Prepričan sem, da so to brkati plekoji in so ogromni, vendar kot lahko vidite, je eden izmed njih albino, kar ga naredi izjemno redkega. Dal sem ji v vedro in nadaljeval. In potem, ko v kanalizacijah 18 in 19 nisem našel ničesar, se je zgodilo to. Wow, poglejte to. Na vrhu kanalizacije je kačja koža, kar bi lahko pomenilo, da je tukaj spodaj kača. Ampak mislim, da je edini način, da to ugotovim, da jo odprem. In točno to sem tudi naredil. In takoj sem nekaj opazil v vodi. In res, bila je kača. Zato sem jo previdno ujel z mrežo. In ko sem jo potegnil bližje, sem ugotovil, da je to le majhna mlada vodna kača. Zdaj sem precej prepričan, da te kače niso strupene, zato nam ni treba skrbeti, da bi nas ugriznila, ampak to je res kul. Prva kača v videu. Vendar pa imam občutek, da ne bo zadnja. Ampak samo na hitro, fantje. Preden raziščemo naslednji kanal, sem vam hotel povedati, da smo pravkar dodali originalne BFP kape na spletno stran. Že nekaj časa smo bili brez zaloge, zato si jo zagotovite, dokler imate priložnost. Kliknete lahko QR kodo na zaslonu ali pa obiščete Bass Fishing Productions. Ampak zdaj, ko smo to uredili, nadaljujmo. V naslednjih nekaj kanalizacijah nisem našel ničesar razen kup teh rakov, vendar sem vedel, da morajo biti v teh kanalizacijah še bolj nore živali. Bile so res težko ulovljive, zato sem v kanalizaciji številka 25 sklenil postaviti past za ribe. Če je tukaj spodaj karkoli, ga bomo zagotovo ujeli v past. Zdaj moramo samo še počakati. Pustil sem jo nekaj ur in ko sem jo šel dvignit, je bila past zelo težka in opazil sem kup rib v njej. O moj bog, poglejte to, tukaj je toliko rib. Prva riba, ki sem jo vzel iz pasti, je bila ta, ki se imenuje delfinova som. In so izjemno redke. Ko pa sem še naprej iskal po pasti, sem naletel na nekaj še redkejšega. Poglejte to ribo, fantje. Vsa je rumena. Prepričan sem, da je to albino sendodontisom in je največji, kar sem jih kdaj videl. A čeprav je bilo to noro, smo imeli v pasti še veliko več rib. Zato sem še naprej brskal po njej in uspelo mi je najti tole. Fantje, mislim, da je to murena. In če niste vedeli, jih običajno najdemo v slani vodi, vendar lahko živijo tudi v sladki vodi. Torej, to je res super najdba. A to tukaj se ni končalo. Ko sem še malo pobrskal po pasti, sem našel še 3 ribe, vključno s tem velikim rdečim ščukom, albino klovnovsko nožasto ribo in to nenavadno neznano ribo. Če veste, kaj je to, komentirajte spodaj. In zdaj, ko je past za ribe prazna, je čas, da nadaljujemo z iskanjem in raziščemo še nekaj kanalizacij. In ja, pred nami je še veliko dela. Našli smo naslednje noro bitje, v kanalizaciji številka 28 in imenovalo se je vampirska kozica. Kar je pri teh bitjih res kul, je to, da so znana po tem, da lahko spreminjajo barve, podobno kot kameleon. Ker pa je bil ta prestrašen, ni zares spreminjal barv. Zato sem ga preprosto dal v vedro in smo nadaljevali. V naslednjih nekaj kanalizacijah nisem našel ničesar razen kupa smeti, a ko sem pogledal v kanalizacijo številka 33, sem opazil nekaj norega. Fantje, kanalizacija je popolnoma suha. Torej lahko rečem, da tam verjetno ne bomo ničesar našli. Počakajte, ste to slišali? Kaj je bilo to? O moj bog, fantje, tukaj je ogromen žabec. Mislim, da je res obtičal tam noter, nima poti ven. Ampak je pregloboko, da bi ga lahko dosegel. Mislim, da je edini način, da ga rešim, da se splazim tja noter. O bog. Tako sem tudi naredil in na srečo sem ga uspel zgrabiti. In po natančnejšem pogledu sem ugotovil, da je to velika ameriška bikasta žaba in da je to prva žaba v videu. Vendar pa to ne bo zadnja. Kajti v kanalizaciji številka 37 sem našel tole. Oglejte si to, fantje. Imamo še eno žabo. Ta je nekoliko manjša in zagotovo drugačne vrste, vendar nimam pojma, katera je. Še nikoli nisem ujel takšne, zato če veste, katera je, napišite spodaj v komentarjih. Potem sem našel nekaj mladih ognjenih jegulj in to drobceno noževka v kanalizaciji številka 39, a stvari so postale veliko bolj nore, ko sem zajel v kanalizaciji številka 40. O, mislim, da sem nekaj ujel. Tukaj je nekaj smeti, ampak vem, da sem videl, da se je nekaj premaknilo. O, tam je, prav tam. O moj bog, je to rak? Mislim, da je, fantje, ampak še nikoli nisem videl takega. Običajno, ko najdeš pisane rake, so modri, beli ali celo rdeči, ampak ta je dobesedno mavričen. Ima skoraj vse možne barve. To je bila res izjemno redka najdba. In zaradi tega sem se odločil, da še nekajkrat zajamem z mrežo v kanalizaciji, da vidim, če lahko ujamem še kakšnega. Sveta krava. Ali to vidiš?
Poglej, kako velik je ta rak, res je ogromen, pa še vijoličen je. Še nikoli nisem videl vijoličnega raka. Pravzaprav me je kar malo strah, ko ga držim. Te klešče so ogromne in če me s temi uščipne, to ne bo dobro. Poglej ga. V primerjavi z drugimi rakci, fantje, je ta 3-krat večji od njih. Sem vam rekel, ta stvar je pošast. Oba sem dal v vedro in šel naprej do naslednjega kanalizacijskega jaška, ki je bil jašek številka 43. In po nekaj zamahih z mrežo sem naletel na eno najbolj smrtonosnih živali do zdaj. O moj bog, ali je to tisto, kar mislim, da je? Fantje. Prepričan sem, da smo pravkar ujeli mladiča. Aba. Noževka. Če ne veste, kaj je to, te ribe so znane kot ene najbolj smrtonosnih rib na svetu. Izjemno so inteligentne in zelo agresivne. Tako agresivne, da morajo biti dobesedno same, sicer bodo ubile vse druge ribe v akvariju. Mislim, da še nikoli nisem videl tako majhne, pa je res kul. Zdaj, ker so te ribe tako agresivne. Odločil sem se, da ga dam v vedro, povsem samega, in sem nadaljeval. Naslednja je bila kanalizacija številka 56, ki je bila polna smeti. In ko sem jih odstranjeval, se je to zgodilo. Počakaj malo, ali se tukaj nekaj premika? Počakajte, prepričan sem, da sem pravkar videl nekaj, kar se premika v tej steklenici. Počakaj, kaj je to, fantje? Poglejte to. Nekaj prihaja ven od tukaj. Dobesedno je zataknjeno v smeteh. O moj bog, izgleda kot neka vrsta jegulje. Oh, ujeli smo ga. O moj bog, to je noro. Ne morem verjeti temu. Vidite, fantje, zato ne smetite. Pravkar smo dobesedno potegnili jeguljo iz steklenice. Vsaj mislil sem, da je jegulja, ampak ko sem si jo podrobneje ogledal, sem ugotovil, da je to siren. In so izjemno redke. Tukaj lahko vidite, da imajo te majhne nogice, ki jim pomagajo hoditi naokoli, kar je res kul. Ampak čeprav je bilo to noro, imamo še vedno toliko kanalizacijskih cevi za raziskati in živali bodo postajale vse redkejše in redkejše. V naslednji kanalizaciji, kjer sem nekaj našel, je bila številka 78 in bilo je nekaj popolnoma nepričakovanega. Kaj za vraga je to? O, počakaj malo, to je kamnita riba. Pazite, fantje. Ena stvar, ki vam je še nisem povedal o tej kanalizaciji, je ta, da je voda tam mešanica sladke in slane vode. In to je popolno okolje za kamnito ribo, ki je dejansko najbolj strupena riba na svetu. Zato sem ga previdno dal v vedro in nadaljeval pot. In v naslednjih nekaj kanalizacijah sem našel kup teh majhnih paglavcev, vendar to niso bili navadni paglavci. Ti paglavci se bodo dejansko razvili v vrsto drevesne žabe. In to vem, ker je bila dobesedno tik ob kanalizaciji skupina drevesnih žab. Tako sem to vedel. Zdaj. Na tej točki sva se vedno bolj približevala kanalizaciji številka 100, ampak zaenkrat sem odprl kanalizacijo številka 85 in našel sem tole. O bog, to je kača, fantje, in je precej večja od prve. Ko sem si jo bolje ogledal, sem ugotovil, da je to ameriška koruzna kača. In koruzne kače ne živijo v vodi. Torej sklepam, da je padel sem dol in je zdaj ujet, kar pomeni, da ga moramo rešiti. Daj, prijatelj, poskušam te rešiti. No pa ga imamo, fantje, o moj bog. Ko sem da potegnil gor, sem ugotovil, kako velika je kača v resnici. In no, ni bil zadovoljen. V redu, fantje, zdaj gleda naravnost v moj obraz. To je malo strašljivo. Mislim, da me hoče ugrizniti. To ni dobro. Odločil sem se, da ga preprosto spustim in sem nadaljeval do kanalizacije številka 90. Ko sem odprl pokrov, sem opazil, da je bila notri cela družina ščurkov. In resnično še nikoli v življenju nisem videl toliko ščurkov. Tam jih je moralo biti na stotine. O moj bog, v redu, ja, kar zaprimo to. Potem, v naslednjih nekaj kanalizacijah sem našel mladiča bičerja in to skrivnostno ribo norega videza. Potem pa je končno prišel čas, da raziščem kanalizacijo številka 100, ki je bila največja od vseh. Takoj sem z mrežami nekaj potegnil ven in sprva sem mislil, da je to vreča za smeti. Potem pa sem ugotovil, da je to ogromno. Kačja koža. Saj se hecate, to ni kačja koža, ni možnosti. To je dobesedno dolgo skoraj 3 metre. V Floridi je samo ena kača, ki je tako velika, in to je burmanski piton. In ker smo njegovo kožo našli v kanalizaciji, obstaja velika verjetnost, da je prava kača še vedno tam notri. Začel sem brskati naokoli z mrežo, a žal po več poskusih ni bilo nobenega znaka kače. Vendar pa sem ujel nekaj drugega in bilo je še bolj noro. O moj bog, ljudje, je to tisto, kar mislim, da je? Tam smo ujeli aksolotla in je ogromen. To je bil dobesedno največji aksolotl, kar sem jih kdaj videl. Nisem niti vedel, da lahko zrastejo tako veliki. In na srečo sem ga uspel rešiti in odstraniti iz te onesnažene kanalizacije. Kjer bi verjetno poginil, če ga ne bi našli. To je zagotovo najbolj nora žival, ki smo jo našli v tem videu. Vendar nam ta kačja koža pove, da je v teh kanalizacijah še veliko več živali. Če želite, da se vrnem in naredim drugi del, pustite všeček in se naročite spodaj. Prav tako si oglejte izdelke v trgovini Bass Fishing Production Shop. Za zdaj pa se vidimo v naslednjem videu. Lep pozdrav!